Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na odprtju razstave oziroma razglasitvi natečajnih rešitev projektnega urbanističnega natečaja za izbrano strokovno najprimernejšo rešitev za projekt reševanje prostorske problematike Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ALU, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo in Študentskega doma Ljubljana na območju Roške. Žal so nas razmere povezane s pandemijo prisilile, da razglasitev natečajnih rešitev ni v živo, vendar verjamemo, da bodo kmalu znova skupaj na način, kot smo ga vajeni. Dovolite mi, da pred razglasitvijo še posebej pozdravim državnega sekretarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jureta Gašpariča, predsednika ocenjevalne komisije profesor Miho Dešpana, članice in člane natečajne ocenjevalne komisije, avtorje urbanističnih rešitev ter vse spoštovane goste. Cilj natečaja je bil pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje ter izobraževalnih kot kreativnih oziroma umetniških programov v širšem območju Ljubljane. Pridobili smo rešitev, ki bo podlaga za izdelavo in sprejem novega OPPN-ja in bo hkrati predstavljala vsem trem bodočim uporabnikom kar najboljše in enakovredno izhodišče za izvedbo posameznega projekta z upoštevanjem različnih predpogojev in drugih bistvenih elementov, ki bodo definirali posamezen projekt, predvsem časovni vidik, specifičnost uporabnikov in možnost zagotovitve finančnih sredstev. In kako je potekal projektni natečaj oziroma kakšen pomen ima, pa vabim k besedi dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izvolite. Spoštovane članice in člani natečajne ocenjevalne komisije, spoštovane avtorice in avtorji urbanističnih rešitev, lepo pozdravljeni. Veseli me, da danes, čeprav v nekoliko drugačni obliki na žalost, odpiramo razstavo natečajnih rešitev urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt reševanja prostorske problematike Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana in Študentskega doma Ljubljana na območju Roške. Naša vizija je, da lokacija na Roški v prihodnosti postane kampus, v širšem pomenu pa del edinstvenega kreativnega prostora znotraj prestolnice. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljanske univerze, vemo, se že vrsto let srečuje s prostorskimi težavami. Za svoje delovanje seveda potrebuje likovna akademija sodoben prostor, ki mora biti po eni strani visoko fleksibilen, po drugi strani pa seveda mora tudi stopati v korak s časom. Le tako bodo imeli študentje boljše pogoje za krepitev umetniških kompetenc in potencialov in le tako se bo seveda lahko povečal razvojni potencial akademije. Prav tako bomo na območju Roške rešili prostorsko stisko Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki sedaj deluje na 3 lokacijah. Pričakujemo, da bo celovita in optimalna in funkcionalna zasnova zagotavljala kakovostno bivalno in delovno okolje. Ustrezni prostorski pogoji bodo omogočali tudi vključevanje šole več novih projektov in seveda mreženje šole na mednarodni ravni, s čimer se bo šola lahko seveda še bolj razvijala in rasla tudi v prihodnje. In nenazadnje na območju Roške kanimo zgraditi študentski dom, v katerem bo v 100 apartmajih namestitev dobilo 370 študentk in študentov. Po našem mnenju izbrana zmagovalna rešitev odlično odgovarja na te prostorske izzive, saj v omenjeno prostorsko situacijo uspešno umešča te programske sklope in podaja zelo celovito rešitev. Pri tem razvije lastno specifično identiteto izobraževalnega območja, znotraj katerega pa tudi jasno delitev tega območja na 3 podobmočja. Na visokošolski prostor oziroma akademski prostor, srednji šolski prostor in prostor za študentske bivalne kapacitete. Ob tem je vzpostavljen premišljen odnos in povezave s stičnimi območji. Na podlagi te rešitve bo sedaj pripravljen nov občinski podrobni prostorski načrt in v nadaljevanju razpisani posamezni arhitekturni natečaj za vsak predviden objekt posebej.
Odločitev za ta pristop je bila sprejeta zlasti zaradi obsežnosti reševanja prostorske problematike zavodov na tem območju, saj zagotavlja možnost ločenega izvajanja aktivnosti za izgradnjo posameznega objekta. Ministrstvo si bo prizadevalo, da bo v primernem času zagotovilo sredstva. To je seveda zdaj ključno. In v okviru tega nas seveda posebej veseli, da ima urbanistična rešitev zelo dobro vgrajeno komponento fleksibilnosti na vseh nivojih, tako z vidika možnosti etapne gradnje, kot z vidika zagotovitve širokega razpona možnih arhitekturnih konceptov. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste se odločili sodelovati na natečaju, hvala ocenjevalni komisiji, predvsem pa seveda čestitke zmagovalcem ter ostalim dobitnikom nagrad in priznanj. Zahvaljujem se gospodu Gašpariču. Hvala gospod Jurij Gašparič. Natečajniki so imeli zahtevno nalogo oblikovati celovito prostorsko rešitev, ki v omejeno prostorsko situacijo uspešno umesti predvidene programske sklope. Pri tem je bilo treba razviti lastno specifično identiteto izobraževalnega območja, znotraj njega pa tudi jasno delitev na 3 podobmočja: visokošolski prostor, srednješolski prostor in prostor za študentske bivalne kapacitete. Treba je bilo vzpostaviti tudi premišljen odnos in povezave s stičnimi območji in mestom ter prispevati k razrešitvi širše prostorske situacije. Skozi primerjavo različnih rešitev je ocenjevalna komisija lahko izbrala najboljšo. Ocenjevali so skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti, celovitost urbanistične rešitve, funkcionalno zasnovo in trajnostni vidik. Ugotovili so, da je natečaj uspel, saj je več elaboratov uspešno rešilo zadano nalogo. Ocenjevalna komisija je soglasno podelila prvo nagrado, 2 zvišani 3. nagradi in 3 priznanja. Kako je potekalo ocenjevanje, pa vabim k besedi predsednika ocenjevalne komisije, profesor Miho Dešmana. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi, natečajniki, predstavniki naročnikov, organizatorja natečaja in žirije, vsi gosti. Komisar za natečaje Jernej Prijon in me povabil v natečajno komisijo, sem imel precej dvomov in slabe občutke. Pristal sem samo iz občutka dolžnosti, da nekdo mora in da bom postavil odgovornost do stroke in do mesta pred svojo komotnost in pred željo, da se delam, da problema ni. Ker, ko sem bil pred 15 leti član komisije za kompleks akademij na tej isti lokaciji, je bilo splošno vzdušje bistveno bolj optimistično, zares smo verjeli, da skupaj država, mesto, stroka in uporabniki s skupno voljo gradimo prihodnost, ki bo najboljša možna. Akademije, ki so jih zastopali dekani, so z velikimi pričakovanji in entuziazmom sodelovali pri projektu. Pokazalo pa se je, da tudi najboljši nameni niso garant, da bi projekt ne iztiril. In od takrat je bilo takih zdrsov še veliko, nerealizirani načrti in vizije se kopičijo, zaupanje v javno pamet in dobre namene pa kopni. Zato se nisem veselil in pričakovanja so bila majhna. Že sam razpis, ki je zahteval urbanistično rešitev in ni povezoval zmagovalcev z naročilom za delo, je vzbujal dvome. Potek natečaja pa me je večkrat demantiral. Najprej je razpisovalec v veliki meri prisluhnil pripombam na gradivo, kar je danes redkost, saj nismo več navajeni, da bi kdo, še zlasti pa oblast, poslušal argumente, ki jih ima stroka, ne glede na to, kako upravičeni ali smiselni so. Ko pa je prispelo 11 elaboratov in smo člani komisije odprli omote in začeli žirirati, je nekako vzšlo sonce. Vse bolj je bilo jasno, da je natečaj uspel, še več, da kaže nove poti in da bo na nek način prelomen. Rad bi povedal, zakaj tako mislim.
Res je, da se natečaji za urbanistično rešitev, ki jim sledijo natečaji za arhitekturne rešitve, redko razpisujejo, a se je odločitev za takšno obliko natečaja izkazala za smiselno. Saj je naročnik pridobil več rešitev, ki problematiko obravnavajo in rešujejo na celovit način. Gre za zelo zahtevno nalogo na omejenem prostoru, kar narekuje, da mora biti oblika umestitve objektov dejansko bolj ali manj vnaprej določena. Skozi primerjavo različnih rešitev je ocenjevalna komisija lahko izbrala najboljšo. Natečaj je uspel, ker je več elaboratov uspešno rešilo zadano nalogo, pravzaprav so tako rekoč vsi prispevali dragocene ideje in razmisleke. Prvo nagrajeni elaborat je ob smiselni viziji razvil tudi sodobno urbanistično arhitekturno strategijo, ki z jasno definicijo problemov in odgovorov nanje ravno prav odprto in fleksibilno določi pravila za nadaljnje korake. V nadaljevanju bodo, glede na stopnjo izvedljivosti posameznega projekta, sledili arhitekturni natečaji, ki imajo sedaj opredeljen smiselen skupni urbanističen koncept. Zato je tak pristop, ko se oblikuje celovita urbanistično-arhitekturna regulacija in to v tekmovanju idej, zgled in uporaben model za reševanje tako zahtevnih problemov v prihodnje. Za zaključek pa bom prebral definicijo, ki jo je napisal Jörg Stabenov pred več kot 10 leti, ko je ob 50-letnici smrti arhitekta Plečnika izšla posebna številka revije AB. Citiram: Raziskovanje geneze sodobnih nacij je za proces oblikovanja nacionalne skupnosti uvedlo pojem nation building ali gradnja narodov. Arhitekturna metafora opozarja, da narod ni dan sam po sebi, temveč se ga gradi. Nastane kot rezultat ciljnega integracijskega procesa, ki ga spodbuja izobražena elita. Ta proces ni končan niti takrat, ko je dosežen cilj nacionalne države. Skupnost še naprej izgrajuje svojo nacionalno identiteto kot nenehno spreminjajočo se arhitekturno tvorbo. Politične predstave, kolektivni spomin skupnosti, ki jo razumemo kot narod, se nenehno oblikujejo. Nation building pa z gradnjo nima samo opraviti v prenesenem pomenu, temveč tudi povsem konkretno. Pripadnost skupine se posreduje prek skupnih simbolov in znakovnih sistemov. Pri ustvarjanju znakov, ki oblikujejo skupnost, sodeluje tudi arhitektura. Arhitektura in urbanizem sta prisotna tudi pri simboličnem oblikovanju nacionalne zavesti. Pomembno polje njunega delovanja je predelava glavnih mest v idealna središča nacionalne skupnosti. Z glavnim mestom si skupina ustvari grajeno upodobitev kolektivne identitete. Konec citata. Te misli nam vsem nalagajo, da zavestno gradimo prihodnost kot vizijo, ki se izrazi z gradnjo, ki bo državi in mestu v ponos, v kulturno in intelektualno rast. In prav kultura, univerza, šolanje, študenti in dijaki so nosilci pozitivne vizije prihodnosti. Zato, čeprav smo spet enkrat na začetku, vidimo pot in vemo, kako naprej. Zahvaljujem se v imenu komisije vsem udeležencem natečaja, hvala odlični organizaciji in vodenju, skrbnici natečaja in poročevalkam in poročevalcem, članom komisije za izjemno konstruktivno in ubrano delo, in naročniku pa veliko zdravja in pozitivne energije na kratek in daljši rok. Hvala. Hvala, profesor Dešman. In tako je zmagal najboljši predlog, ki, kot je zapisala ocenjevalna komisija, z atrijsko zasnovo objektov in njihovo natančno umestitvijo v hibridni urbani park uspešno vzpostavi specifično identiteto izobraževalnega območja.
Prav tako ima urbanistična rešitev zelo dobro vgrajeno fleksibilnost na vseh nivojih, tako z vidika zagotovitve širokega razpona različnih arhitekturnih konceptov, kot tudi z vidika možnosti etapne gradnje. S tem pa uresničuje vse potrebe in želje naročnika. Natečaj je bil objavljen 28. julija 2020, na natečaj pa se je prijavilo 11 elaboratov in v ocenjevanje je bilo pripuščenih vseh 11 projektov. Natečajni elaborati so bili ocenjeni v skladu z merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev in podeljene so naslednje nagrade. Prijazno prosim za razumevanje, saj bodo avtorji navedeni brez strokovnih nazivov. Prva nagrada. Avtorji: Matija Bevk, Vasja Perovič, Tine Tribušon, Samo Bojnec, Antonija Rubič. Druga nagrada ni bila podeljena. Zvišana tretja nagrada. Avtorji: Svet Vmes, Jure Hrovat, Ana Kreč, Monika Kobal, Neža Brankovič, Marko Kavčič. Arco: magister Polona Filipič, Sinan Mihelčič, Mitja Kuret, Krajinska arhitektura in urbanizem kolektiv Tektonika, Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Katja Mali, Pija Kante, Filipa Valenčič. Zvišana tretja nagrada. Avtorji: Mojca Gružič Trplan, Gregor Trplan. Iskrene čestitke čisto vsem. Zdaj pa prijazno vabim k predstavitvi in nagovoru avtorja prvo nagrajene rešitve, in sicer gospoda Matijo Bevka. Izvolite. Gospoda Bevka, prosim, če vključi mikrofon. Ja, dober dan. Se me sliši? Ja, zelo dobro, v redu. Ja, dobro. Dober dan in lep pozdrav. Hvala lepa za vabilo. Moram reči, da smo seveda zelo veseli zaradi rezultata natečaja, tako da se iskreno zahvaljujemo komisiji in predvsem bi rad poudaril, da nas tudi zelo veseli, da se ta natečaj izvaja na način, kot se je izvajal. Moram reči, da enako kot je povedal predsednik žirije Miha Dešman, smo se v začetku spraševali o smiselnosti organizacije natečaja, ki je zgolj ali oziroma izključno urbanističen natečaj in ki predvideva neke druge kasnejše faze za arhitekturo. Arhitekti se vedno želimo, vedno mislimo, da pač je končni cilj to, da se nek objekt zgradi. Seveda je to končni cilj, ampak glede na to, da gre za eno kompleksno situacijo, da gre za 3 različne programe, dejansko je najbolj smiselna in pravilen postopek in postopek, ki pripelje do kvalitetnih, širše kvalitetnih rešitev, je postopek, kjer se poskuša najprej širše opredeliti urbanistično rešitev in umestiti predvidene programe. Vse prevečkrat smo videli dejansko zadrege v izgradnji in tudi zadrege v realizaciji projektov prav zaradi teh izpuščenih korakov, ki so se dogajali v začetku snovanja nekih potrebnih rešitev. Glede na to, da je bilo že zelo veliko povedano o sami ideji tudi naše natečajne rešitve, bi se samo zelo na kratko ustavil ali pa omenil nekaj ključnih elementov, ki so jih moji prihodnji govorniki naštevali. To seveda
gre za to, da gre za nek fleksibilen sistem, da gre za nek sistem, ki bolj kot neke točno določene stvari, predvsem predvideva neko strategijo, ki poskuša postaviti neke jasne okvirje za urbanizem, to pomeni jasne okvirje za bodoče objekte, s tem, da se pušča veliko odprtega prostora, veliko možnih interpretacij in obenem hkrati tudi jasno določi, kaj so tiste prostorske kvalitete, ki se jih želi zasledovati na tem prostoru. To pomeni, da naša natečajna rešitev jasno opredeli odprte prostore, povezavo med odprtimi prostori, status odprtih prostorov, ki so v veliki večini izdelani z zaraščenim terenom. Skoraj bi lahko rekli, da je to bolj kot urbanizem, oziroma bolj kot natečaj o objektih, je to natečaj o odprtem prostoru, ki ga definiramo, ki se ga definira in ki se ga potem tudi z urbanističnimi pravili zapiše v urbanistični dokument. In šele z drugimi temu sledečimi natečaji, ki se pa podrobneje ukvarjajo z posameznimi programi, se potem določajo arhitekture. Natečajni projekt predlaga kompaktne zasnove, neke vrste atrijske oziroma kot neke vrste mini kiraje, ki seveda so tudi mogoče neka reinterpretacija nekdanje zidave v tem delu, ampak predvsem gre za to, da se predlaga neke večje, velike objekte, ki so v nekem odnosu do odprtega prostora, ki tvorijo in potem na koncu tudi definirajo odprti prostor, ki so pa hkrati z tem predlogom ustvarjanja notranjega prostora, tako imenovanega atrija, na nek način tudi instrumentiranje in usmerjanje same sebe. To pomeni, da obstaja ta neka stalen dialog med programom, torej med likovno akademijo, med srednjo oblikovno šolo in šolo za fotografijo in študentskim domom, kjer vsak objekt živi svoje notranje interno življenje, a obenem ustvarja zunanji prostor in živi v tem nekem tako imenovanem hibridnem urbanem parku, ki seveda obstaja kot neke vrste kampus, po drugi strani pa to tudi del mesta. In kot je povedal, ko so oba moja predhodna govornika, to pomeni gospod Dešman in gospod Gašparič povedali, ja, gre za neko sodobno obliko, predlog sodobne oblike urbanizma, kampusa, hibridnega prostora, ki ustvarja identiteto, pripada vsem tem programom, a obenem pripada tudi mestu. Kot natečajniki si seveda želimo, da se ta projekt nadaljuje, ne samo v urbanistično rešitev, ampak dejansko tudi v naslednje natečaj in potem v izgradnjo teh programov. Kajti dejansko res je, kot je povedal gospod Dešman, z vsako gradnjo gradimo mesto in gradimo lastno identiteto. Hvala lepa. Zahvaljujemo se gospodu Bevku. Še sekundo. Takole. Zahvaljujemo se in iskrena hvala za natančno in izjemno predstavitev. Iskrene čestitke čisto vsem natečajnikom, hvala vsem za sodelovanje na natečaju, vsem nagrajencem pa naj bodo pridobljene nagrade spodbuda za nadaljnje dosežke. Čestitamo. Naj sporočim še, da je možnost ogleda razstavljenih rešitev vsak dan do 24.12. 24 ur na dan. Vabljeni vsi, da si razstavo ponovno ogledate tudi kasneje in povabite še koga k ogledu razstave. Za zaključek samo še nekaj besed. Za današnjo možnost virtualnega dogodka se zahvaljujem vsem sodelujočim pri pripravi in organizaciji našega srečanja. Hvala današnjim govorcem, naročniku ter Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije. Seveda hvala tudi vsem vam, ki ste nas danes spremljali. Bodite pogumni, vztrajni in navdihujte se z novim znanjem, saj nam bodo časi še naklonjeni. Zrimo pogumno v prihodnost in ustvarjajmo nove arhitekturne rešitve in kljub časom naj bodo prihajajoči prazniki prijetni. Srečno. Hvala za vašo pozornost. Želel bi vam samo še zelo na kratko povedati, mogoče olajšati ogled posameznih panojev oziroma posameznih elaboratov. Pred
ko se prosto gibljete po prostoru, to upravljate z smernimi kurzorji, levo, desno, naprej, nazaj in s črkami Q in E se postavite pred želeni elaborat, pred želeni pano. In za bolj podroben pregled celotnega panoja vam predlagamo, da postavite kurzor na miški, ki je v obliki modre pike na pano, potem stisnete tipko Space in izberete okno Open Link. Nato ponovno kratko levo kliknete z levo tipko miške in se s kolescem lahko potujete gor in dol po panoju, stisnjenim kolescem lahko premikate pano pred sabo, da vidite vse detajle. Spodaj imate pa tudi drsnik za levo, desno, kolikor vam kolešček ne deluje najbolje. Po ogledu panoja zgoraj zapremo zavihek in nadaljujemo ogled pri naslednjem panoju. Vkolikor želite si še enkrat pogledati navodila, so v vstopni točki, tako da si lahko v miru preberete tudi v kakšnem drugem času in si pregledujete projekte naslednjih 14 dni. Vsem najlepša hvala in se vidimo ob naslednji priložnosti. Nasvidenje.